Dobrodošli na Urbani frekvenci, na podcastu UF, druga sezona in danes z mano, moj prijatelj Zlatko. Bil si že klele, v bistvu drug na vrsti, točno 5 mesecev nazaj. Kako se ti spremenil prostor takrat? Super je, zamenjali smo pozicijo, pojačali smo luč. Lahko samo rečem, da zakaj si me povabil dvakrat človek? Zato, ker prvo si bil na Hip Hop Sessionu, zdaj si pa na podcastu UF. To je dobro objasniti ljudem, da ne bojo rekli, da si moj stric iz ozadja ali pa kaj, veš kaj mislim. Drugač, v bistvu sem en tvoj stric iz ozadja, en tako rekel po domače rečen, ampak deva ta prvo testirati nove kamere, a si za? Sem. Dej poglej v svojo kamero, ki jo imaš tam, jaz bom po svojo, zdaj probi narediti. Najbolj romantičen pogled, ki ga lahko narediš. Težko. Dej greva na 1, 2, 3, jaz bom tja, ti pa tja, a si ready? Ali pa dej pomaka se bolj tja. Deva, 3, 2, 1, akcija. Zlatko. Ali gremo trenutno narediti najbolj zaspanga? Ne, se v redu. Ali pa, ja. 13 let od tvoje kariere. Bo. Kmalu. V bistvu od prve plate od Obizida. Prve plate. Ja, 13, jaz sem začel na nek način šteti kao to svojo pot uradno, ko sem dal prvi album na police. Se pravi 11.9.2007. Obizidu prve plošče Svet je lep. Predtem je bilo pa itak vaja dela mojstra, trening pa legende, pisanje, risanje. Sam vaja. Daj mi povej, 6 let. Daj mi povej, kam naprej od tega albuma, pa zakaj si se odločil, da je to tvoj zadnji album? To zanima definitivno poslušalce. Ja. Glede na to, da sem izdal kar nekaj albumov in da moji ponovadi teksti so kar široki, niso narejeni na kitico refren, ampak vedno so v večini primerov to 3 kitice. Se pravi, ogromno stvari sem že povedal, ogromno tega, kar sem doživel, svoje poglede sem vedno delil maksimalno iskreno, kolikor sem lahko. Zdaj pa, zakaj je to zadnji album? Zaradi tega, ker se mi zdi, da v slovenskem prostoru, recimo, itak, če greš zdaj za 10 let stran, pa se vrneš nazaj, se na preveč spremenil, kar se tiče glasbe in filma. In pa se človek tako malo vpraša, super je vse biti produktiven in to, ampak jaz mislim, da sem ogromno semen posijal v ta kulturni prostor, glasbeni prostor na domači sceni, ne? In mislim, da je čas, da pač zdaj ljudje, ki so slišali, da je to zadnji album, malo spustijo kakšno solzico, ne? In da ta solza pride do semen in da ta semena pač ob naslednji spomladi malo obrodijo, ne? Te v bistvu sadovi. In da potem jaz lahko pač upravljam to delo, ki mi ga vsi pač toplo priporočajo, kramp, lopata, mogoče kakšen krompir začnem sediti, nisem se še odločil. No. Se pravi, v bistvu z rap kariero itak ne boš končal, ne? To je nemogoče. Ne, repa itak ne moreš s tebe vrniti. Morda bi si... Ne moreš končati repati, no, ne moreš nehati repati. Jaz nisem nikoli rekel, da bom nehal repati. Jaz bom verjetno repil... Vsak let lahko delal, pa je veš, kao reunion. Ne, to ni del. To ni del. Gremo se na začetku zmeniti, da pač to, kar mi delamo, da je to neumnost in da je to brezkoristno komorkoli. Definitivno. In glede na to, kar je pa bolj pomembno od tega, je to, da ni škodljivo. In tega se jaz probam držati. Se pravi, da z našim delom ne škodujemo okolici. In dokler je to tako, jaz mislim, da je to zelo dobro in da tudi, če komor to ni v korist in če nihče nima nič od tega, na vse zadnje ogromno ljudi je povezanih s temi stvarmi, ki se mi ukvarjamo, ampak recimo zdaj laiki, ki to gledajo, oni tega ne razumejo in tega ne morejo razumeti, ker morda niti nočejo razumeti, ker gledajo samo sebe in svojo korist, to so ponovadi egocentriki, ki vidijo samo sebe, svoje težave, svojo lepoto, ne vidijo pa ničesar oziroma nočejo videti ničesar okoli sebe. In jaz jih ne želim prepričati obratno, če je njim to super drive, the best, vse.
Sam pač ne razumem, zakaj morajo potem toliko se ukvarjati z življenji ostalih drugim, in zakaj morajo vsakič, ko nekomu ne gre dobro od slovenskih športnikov, od enkrat biti od najbolj priljubljenih do tistih najbolj zgražanih, oziroma kako bi se izrazil. Se pravi, ne želim biti na nek način del te igre. Že od nekdaj sem bil tazga prepričanja, da stvari v prvi fazi počneš zaradi tega, ker ti je to všeč. Kasneje se to razvije v nekaj več, spoznaš, da te določeni ljudje spoštujejo ravno zaradi tega, ker si ti to, kar si. In večkrat sem že povedal, da se ne bi spremenil zaradi ničesar, še najmanj pa zato, da bi bil to vrstnim ljudem všeč. Se pravi, če bi želel biti všečen širši okolici, verjetno se ne bi zdaj pogovarjala o teh stvarih, o katerih se pogovarjala, ampak bi se pogovarjala karkoli drugega. Tako, v naravi. V naravi se je super pogovarjati. Jaz mislim, da je... To bo definitivno rekla kasneje. Večkrat sem že povedal, da je narava moja največja inspiracija in vedno se vračam v naravo. Se pravi, ponavljam, ne bom nehal repati. Ja, Julian Mak je zadnji moj album in to je, mislim, da kar enih 12-13 projekt, ne vem niti več sam. Pa je to tvoj zadnji album, skoliko Floyd Mayweather pa boja, čez 5 let v letu, pa... Ta je dobra. Zaenkrat mislim, da je res pošteno, kot sem prej opisal, se pravi, da je to zadnji album, materijala je dovolj. Tudi presenetilo me je zdaj en dan to, vedno sem bil simpatičen mulariji. In to prva plata, druga plata, tretja plata, četrta, peta, šesta, 8 let, 9 let, 10 let, 11, 12 let mine, 13 leto mineva. In zdaj spet vidiš spet imam še vedno te male mularije, se pravi, ki niso bili mogoče niti rojeni, ki sem jaz izdal prvo plato in danes še vedno oni hajpajo Zlatko za Klatko. In to več ni tukaj veze in poznanstva. Tukaj več ni, da ti nihče lahko karkoli očita, ker očitno res se pač samo potrjuje, da nekaj delam prav, da nekaj delam iskreno. In že to je ena taka zanimiva situacija, da mi je to možno, očitno je možno. Biti toliko cajta na sceni. Biti toliko cajta na sceni in tako pač, da je to nekako pristno in da to ni nobenega puša iz kjerekoli strani, ampak enostavno je samo novo delo. Zato sem se rekel tudi, v bistvu, zakaj si mene drugič že sem povabil. Verjete me nisi povabil zato, ker sem ti vizualno všeč. Verjete me nisi povabil zato, ker bi ti jaz plačal, ker vem, da tega ne bi naredil. Se pravi, povabil si me zaradi tega, ker je zato v prvi fazi... V prvi fazi, tako ti bi rekel, v prvi fazi sem te povabil sem. Zaradi tega, ker te cenim kot prijatelja, kot mentorja. Realno, ker si mi mentor, bom rekel, v biznisu in v glasbi in tako, ne. Biznis, ne. Kaj rekel, kaj delamo, vse sam zgube. Vse razen zgube. Prav mi dele, stari. Taj, dobro. Daj mi ti povej, ti si imel skozi v slovenski res sceni, se mi zdi nek prostor, tudi ostali MC, zdaj opažam, te cenijo bolj, so te cenili čas. Jaz mislim za Zlatko, ki je prišel na sceno, ki je bila njegova zlata doba hip-hopa, bom rekel takrat, v bistvu nek tvoj vrhunc, je bilo dost folka v slovenskem hip-hopu, ki je bilo ljubosumnih nate. To je efekt. Ja. Daj si ti občutil to razliko, ker zdaj imam pa feeling, da v bistvu vsi govorijo glih obraten, tako pač Zlatko je bog repa v Sloveniji, ne? A so opazil v bistvu ta... Ja, bil je switch. Lahko rečem, da je bil switch. Jaz imam srečo to, da na začetku, ko sem izdajal ta vas material, pa to ena ful dobra stvar. A veš, kaj rečemo, ko gledaš recimo ne komentarje, dobre, slabe in tako naprej. Lahko imaš 15 dobrih in si super, ne? In pa imaš enega slabega in ti je se zapneš za tega enega, ne? In prej, ko artisti to dojamejo, boljše, se pravi, treba se fokusirati na unih 10-15 dobrih, ne pa na unga enega slabega. Jaz sem imel srečo, da je moj prijatelj Denis meni te stvari urejal prek YouTubea in tako naprej. Ti veš, da sem jaz zelo tehnično, kar se tiče tega, nisem za te stvari. Raj bi, ne vem, raj bi s tabo zdaj delal karkoli drugega, kakor da bi mogel biti za kompom in tako naprej. Nismo vsi za vse.
In on je meni na začetku te stvari urejal in lahko rečem, da je bila to ena super poteza, ker jaz cel kup teh neumnosti, kar so drugi pisali, niti ni prišlo do mene, niti nisem videl. Ampak si pa občutil, a ne? Seveda, da so. Ja, ne, sej. Jaz mislim, da si ti najbolj občutil ta, bom rekel, po domače rečen hejt, a ne? Ja. A veš, ker si bil takrat najbolj tako, pa se tudi zdaj, ne? Ampak zdaj se mi zdi, da te pa ne vem, da so se te kar presesal. Iz enega razloga je zanimiv to verjetno, da nisem šel v zgodbo, da bi na nek način probal preslikati to zadevo. Recimo, če bo šel poslušati zdaj, recimo, kaj je bil pred mano, je bil Klemen pa Dalaj, ne? Tako, Klemen pa Dalaj, ja. Ja, bomo rekli nekako ona dva sta bila recimo pred mano, pa še Murat pa Jones, pa še Kosta, pa tako par folka je nekaj bilo. Jaz sem poletel totalno z drugo zgodbo, kjer še take v bistvu zgodbe ni bilo zaslišati tako, da jim reči malo bolj širše. Se pravi, Klemen je govoril svoje štorije, Trnov style, Alien je imel to levo sceno, kasneje se je pol za to opravičil, Kosta je imel furam begije, jaz v lifeu nisem furil begije. Ti si poletel s funkam, ne? Murat pa Joe sta imela dobro zgodbo, v smislu od ljudi za ljudi. Še danes je aktualen komad. Jaz sem pa pol leto kasneje nekako tako s funkom, ampak s tem blokovskim pristopom. Se pravi, tukaj se je vedel, da se ne gre za neki skaterja iz centra, niti ninja iz Trnovega, niti belo-črnega modela, ampak tukaj se je šlo stari za blokovca, iz delovske familije, se pravi glas teh otrok, kateri so recimo, lahko rečem, bili diskriminirani. Pa ne moram reči, da smo bili zadnjič, ampak verjetno bomo še rabili nekaj časa, da bomo prišli do te evropske enakopravnosti. Ker govoriš o diskriminaciji, ne? Ja. Da te prekinem. Gledal sem tvoj zadnji spot in moram te to vprašati. Ena babica je prišla do tebe. Ja. In rekla, mislim, da je rekla, izmeček, ne? Fuj, izmeček. Fuj, izmeček. Ja. Izmeček. Ja. In ti si jo odvrnil? Izmeček. Izmeček. Kdo ali kaj je izmeček, koga ali česa ni izmečka, komu ali čemu dam izmečku, koga ali kaj vidim izmeček. Okay. No, to je drugače, to je dobro, da razložim ljudem, da se ne, mislim, lahko rečem samo, da to je anekdota od Cankarja. Se pravi, in to sem na nek način jaz njega tam tako posnemal in ta gospa je dobila klic, ne vem, 15 ur pred snemanjem in je bila za akcijo. Jaz to gospod poznam iz časa, ko sem še delu, ne. Se pravi, iz uradne. Ja, se pravi, tam smo se poznali že zelo dolgo. In to sploh ni bilo v planu, ampak pol na nek način ta anekdota je meni taka posebna, dobra in se mi zdi prav, da ljudje poznamo tudi Cankarja z te strani, da si ne predstavljamo, da je on kakšen wow, ampak enostavno, da se lahko zavedamo, da je bil eden izmed nas in da je pač, lahko rečem po domače, naš človek. Se pravi, žal mi je vseh tistih, ki bi si ga radi lastili za sebe. Cankar je recimo kakor zrak, ne moreš si ga lastiti. Lahko samo dihaš in se razvijaš z njim. Ne moreš pa reči, on je moj, on ni tvoj, on je naš, on ni vaš, se pravi, čeprav se pravi, ravno pri takih velikih ljudeh se dogaja pol, vaš je, naš je, ne, mi, vi, oni, pa tako naprej. In to je ta anekdotica. A pa si kdaj ti doživel tako zgodbo, podobno recimo? Mi lahko pišeš kakšno zgodbo, ki se ti zgodila? Blokovsko zgodbo, prigodo, ki se ti je zgodila na to temo, da ti je nekdo recimo šoleto pa ti rekel kao... Več variant je bila, ene se spomnim, recimo, ko sem bil tam mal pred blokom in jaz sem bil, zaradi tega je tudi naslov knjige o smehu Zlatka Čordića. Moj smeh, se pravi tisti, ki so se z mano družili, smejali, so lahko videli, da
pač, da imam smeh, kakršen ga pač imam, nisem si ga mogel zbirati. Ne. In se pravi, kot mulc, tam v recimo enem 5., 6. klasu, je bilo pa še to toliko bolj izrazito, očitno ta mlada energija. In sem bil z enim mojim blokovskim frendom pred blokom in itak smo pokali od smeha, klasična fora. V glavnem smejali smo se toliko, da smo se jokali. In družinska prijateljica je prišla k nam na obisk, jaz je niti nisem prepoznal, ampak sem pač se toliko smejal in ona, ki je šla mem, je rekla samo, ova je sigurno Besimov. Se pravi, ta je zihar od fotra, mislim od... Ne, da sem jaz pač povezala, da sem jaz ta. Tako da, to so ene take stvari, ki jih doživiš v mladosti, ko si pač veliko smo bili. Pa se v bistvu tvoj oče smeje na podoben način, ali kako? Pa verjetno je tako verjetno je ta... A je on tudi tako karakteren? Ampak z leti recimo, on se tudi, mislim, vsi je ta se karakter, radi... Je ta karakter, ampak z leti všeč mi je pri fotru, ker... Verjetno smo si ful dosti podobne, bolj kot si mislim, ampak on, ki je starejši, bolj ki je bil starejši, lahko rečem, da je bolj užival na nek način v tišini, ni se kaj preveč spuščal v kakršne koli stvari, ampak verjamem v mladosti, da smo si bila pa zelo podobna. Oziroma, bolj, ki vidim, koliko rastem, verjetno bom bolj njemu podoben, oziroma, če gledam tam avga, vidim fotra, oziroma vidim sebe, tako se pravi, je ta... Generacija. Ja, je nekako ena povezava. In zanimivo je to, kot sem ti sam povedal, marsikaj človek doživi iz različnih generacij, ne, ampak enostavno na koncu prideš do spoznanja, da svet je tak, kakršen je, posamezniki se lahko spreminjamo in družba kot sama bo pa vedno pač taka, kakor je že zadnjih toliko let, odkar se zavedamo. Se pravi, če pomisliva, da še na svetu ni bilo nikoli niti enega dneva miru, pol veš, da smo ljudje res ena čudna bitja, zakomplicirana. Sploh zdaj v teh časih. Ne. Se pravi, koncert imaš v petek, Gala Hala. Ni še 100%. Lej, COVID je zelo nevaren, dobro, da drživa to razdaljo. Se to je to, ja. Drugače šipom jaz. Ja, jaz recimo, dokler ne začnem repati, ne verjamem, da bo koncert. Na srečo Gala Hala je ključnega pomena, zaradi tega, ker sem imel tam predstavitev in tam sem hotel narediti tudi predstavitev za zadnji album. Prvega in zadnjega. Tako, prvega in zadnjega. Nažalost je zdaj situacija taka, da lahko je samo iz 150 so spustili na 80 in 80 kart je že nažalost, mislim, na srečo šlo. Se pravi, zakon je zdaj prav odkud? Ja, mislim, na tem prostoru, kjer imajo oni letni vrt, odprt, vse lepo in prav, ampak zdaj je taka situacija, kakršna je. Iz 150 so dali na 80. Mi je pa zanimivo, da kjerkoli se zdaj premikaš v hribih ali pa v mestih, lahko vidiš tudi po 350 ljudi, 400, 500 na kupu, pa kada nič ni. Se pravi, tudi te situacije so zelo zanimive, zapisane, oziroma vse, kar si človek že od nekdaj živi, je ta enakopravnost, naj bo za vse enak. Tako nas učijo, tako govorijo, ampak sami tega se ne držijo in temu ne sledijo. Tako da, ne glede na karkoli, jaz sem zelo vesel, da obstajajo ljudje v določenih institucijah, še posebej, če lahko rečemo, da so to šole, vrtci in tako naprej, da niso preveč zdaj zategnjeni in tako naprej. Jaz se spomnim, preden je uletela korona, se pravi, govorimo nazaj, mislim, da je bil tisti februar, tako nekje sredina februarja, v vrtcu, takrat na Fužinah, pa na šoli je bilo tako vse bolano, smrkli, tret, vse. Po petih je bilo samo, pa nič ni bilo in mislim, potem, zatem pa kakšen mesec je pa začel, da je pač to sem prišlo in tako naprej in tako naprej. Tako da, ja, definitivno je to ena taka situacija, za katero
je treba pač poskrbeti, da se čuvamo en drugega in tako naprej. Definitivno. Ja. Ampak se mi zdi pa, da ne bi pa zdaj rad pretiraval, pa da bi posegel v vsazga. Se pravi, če nekomu paše furati kapco nazaj, pač naj fura kapco nazaj. Če nekomu paše furati masko gor, naj fura masko gor. In ščitimo enega drugega, vse super. Ampak so ene stvari, če ta maska ščiti zdaj samo mene, zakaj od enkrat toliko skrbi ljudi, zakaj recimo primer, jaz zdaj nimam gor, zakaj jih ne skrbi moje psihofizično počutje, ki je zelo, zelo, zelo bolj pomembno, kot samo to, a bom jaz sebe okužil. Zakaj jih ne skrbi 3 plombe moje za zamenjati, ki bi jih recimo mogel zamenjati že 3 leta nazaj? Zakaj to nikoli nobenega ne skrbi, ker vsi vemo, da recimo zob lahko povzroči največjo bolečino. Se pravi, ne mi pod predvezo govoriti, da se gre za zaščito kao mene, da je v interesu nekomu, da mene zaščiti. Ker če bi svet tako funkcioniral, ne bi bilo niti lačnih, niti žejnih, niti prebežnikov, niti tega, niti unga, niti tretjega. Tako da te zgodbice, mislim, da s to debato lahko tako tukaj zaključva. Eno stvar sem rekel očetu in mami, ker se je ta situacija začela dogajati, sem rekel, dajmo samo malo manj novice gledati, pa bo čisto vse super in prav. Se pravi, hočem povedati, da če bi nekdo tebe reprezental, kakor se reprezenta zdaj, nažalost, ta situacija, kakršnakoli je, ali pa če bi se govorili toliko o primer izgorelosti, kakor se govori o teh stvareh, bi se hitreje najdle rešitve za marsikaj drugega. Če bi se govorilo o tem, da nam manjka domov za ostarele, tok pa tok, bi se jih verjetno hitreje zgradili. Jaz mislim, da je večja problematika, kar se tiče mladih v Sloveniji, to, da ne morejo priti do stanovanja, kakor sam virus. Se pravi, virus sam po sebi, kakorkoli da je nevaren, se pravi, videli smo, da je najbolj nevaren za starejšo populacijo, če se ne motim. Da je, ne? Ja, in normalno, treba se čuvati, treba to držati distanco, vse tako naprej. Ampak za mlade ljudi, se pravi od 18 pa do 40, mislim, da je večja težava stanovanjska problematika, kakor pa sama korona. In če jim ni vseeno za nas, dajmo se začeti pogovarjati tudi o teh stvareh, katere se resnično tičejo slovenskega mladega življenja in slovenske prihodnosti kot take. Tako da to je to. Virusi pa vedno bodo in vedno so bili in nisem zdaj tukaj jaz zdravnik, da ne bo kdo mislil, ampak na srečo naučil sem se brati. Ja, se tiče se nas vseh. Lahko človek pač tudi prebere, mislim. Tako. Tako da ne bi se zdaj zdelo norce iz te situacije, oziroma kadarkoli zdaj nekdo da svoj statement za ali proti, vedno se mi zdi, da to, kar ne razumem pri ljudeh, da znajo takoj na prvo žogo obsoditi. In to mi je tako... Tako je bilo s Potrčem, recimo, zdaj, če si gledal. Sem gledal, zelo dobro, všeč mi je bilo. Ja. Všeč mi je bilo, kako je povedal, kako je definiral, se pravi, da je tudi določene statistike, se pravi, ni govoril na pamet. In ne zdi se mi zdaj korektno sam zato, pač, ker je on to naredil, da se ga tako diskreditira. Gledal sem tudi Tanjo Ribič, Đurić. Slučajno ne bi niti videl, da je to naredila, zdaj se tudi spomnim, ker imam Twitter, spremljam dosti stvari tako na Twitterju, tam je Deniro mi je predvsem všeč. Deniro mi je predvsem všeč. In v glavnem videl sem, da je pa cel kup folka delil in se je delala recimo zdaj kao norce iz tega, ker je ona naredila ta statement, da je ona edina sama brez maske temne in zdaj se folk dela kao. To se mi zdi tako res nepotrebno. Mislim, a veš, vsi pričakujejo od nas, da smo to, kar smo, in pol, ko smo to, kar smo, dobimo pleske takoj, ko damo svoj statement. Se pravi, najslabša varianta, kar se mi zdi, je, kaj češ, tako je. Ja, treba je potrpeti takrat, ko se gre za resne stvari, resno bolečino, resne težave. Ampak razlika je med potrpeti pa biti ovca, recimo, ne? To sta dve razlike, ne? In ne pomeni, da una črna ovca, da je zmer ta slabša ovca. Mogoče je pa glih obratno, ne? In hočem povedati, da samo ponavljam, sam vidim to stvar zelo enostavno. Tistim, ki pa še pač imeti masko, naj ima masko, tistim, ki pa pač ne, itak se gre se prav za njihove življenje. In jaz mislim, da s svojim življenjem lahko počnem karkoli hočem, če dovolijo, da si nekdo, recimo, primer, da ne bo spet kdo narobe razumel, da si nekdo odreže recimo stran jajca,
Pa meni dovolijo, da hodim brez maske, okoli recimo ne. Tako no. Mislim, da je to ono. Ampak ok, na srečo bo tudi, hmal bo tudi cepivo in bomo prišli na vse, kolikor je bilo. A misliš, da je to, da je zdaj, pa se ne bova dolgo o tem govorila? Jaz bi tudi, se pravim, ker preveč o tem tega povedanega. Ja, in jaz mislim, da bi se rad s tabo pogovoril še preden zaključiva počas. Smo že to dolgo, kaj? 2 ure, ne čakaj. Cool. Čakaj, sta. Laganini. Kam vam na kapi? Ja, to je to, Kranjski orel. Kaj je to? Kranjski orel. Orel ne leti z galebi, etko? Tako. Tudi, če vzamete vso perje temu jastrebu, bo še vedno ostal jastreb in nikoli ne bo postal golob. Golob, to je to. No, to je to. Z golobom ni nič narobe, če z golopan. Ja. Roki, ne moramo zdaj konstantno razlagati ljudem, kjer štum gre na kjero nogo. Ja. Ampak jaz mislim, da te ljudje, ki gledajo tvoj podcast, to so naši ljudje. To so definitivno folks, to rečejo, to je res dobro. Ja. Veš, veliko to uporabljaš, to besedo. Saj jaz, ne. To je najjača beseda. A je, ne da je, tako huda je. Izgorelost je ena stvar, ki jaz mislim, da se pa premalo govori nasploh o njej. In prebral sem, da je vsak 5. Slovenc je izgorel, se pravi, oziroma gre do tja, ti si en izmed njih, to je trajalo nekaj let. Ja, 2 leti. Ampak predtem je verjetno to vse se nabiralo. Jaz ga čutil. Ja, veš, ne. Daj mi povej, kaj priporočaš folku? Ja, dobro vprašanje. Kaj priporočaš folku? Dobra tema, resna tema. Resna tema. Zanimivo je, da mi je Gušti rekel na Kodeljevcu. Se pravi, Gušti, govorimo o glasbeniku. O glasbeniku Guštiju. Ne vem, če se on to spomni, ampak 2011, mislim, da mi je rekel na poleti na bazenu na Kodeljevo je rekel, ker sem snemal plato, ne se veš, pri meni je bilo ena plata, druga plata, tretja plata in bilo je samo, delal se je samo, snemal se je samo, redno sem bil zaposlen, se pravi, praktično sem delal 2 službi in sem furil to sprot. In on mi je rekel, da ti malo pazi se, da ne boš pregorel. Niti se mi ni sanjal o temu takrat, kaj je zdaj to, ne? In jaz sem pa še naprej delal normalno, 5 let. Pač na kar se je zgodilo to, da sem 2017 maja, to sem probal tudi v knjigi opisati, o smehu Zlatka Čordiča. Zdaj na srečo potem je tudi, sem napisal komad. Maksimalno sem se probal potruditi, da bi stisnil to čim bolj enostavno. Ne vem, kako bodo ljudje poslušali, bodo tisti, ki so to doživeli, kar sem tudi jaz doživljal, mislim, da bodo oni najbolj to, kako bi rekel, lahko razumeli in ocenili, a je to, ali bi lahko bilo boljše. Ok, se ti imaš pa svoj pogled. Ja. In lahko rečem samo eno stvar, da ne se ustrašite tega, ne boste umrli. Jaz razlagam pač takrat potem, da ujameš tisto dihanje, ne? Ker meni se je dogajalo vse pač od teh... Kaj točno se ti zgodilo? Ja, meni se je zgodilo to pač, da sem enkrat sred noči sem se zbudil, v bistvu sem spal, se pravi, niso bile more, nisem sanjal, ampak sem samo čutil, da nekaj s telesom, da vre pri nogah dol, da tolče na gor. In potem, ko me je zbudil samo tako močno bitje srca, res mislim, da mi ga bo ven, da mi ga bo ven vrgal. In v glavnem pol pač človek ustane, itak ne ve, kva se zdaj dogaja, to so pa zraven še te v bistvu tesnobe. Predlagam, da te ljudje, ki jih to zanima, naj počakajo še par dni. 11. bo itak se dal slišati komad, verjetno tudi že na YouTubeu na srečo oziroma ampak a se ti zdaj za temu zdravaš? Ali kako se, a veš? Ja ne. A veš, ker temu se jaz mislim, da je to ful taka tema, ki pač folk... To je bolj pomembna tema, kot zdaj trenutno, recimo, za mene osebno se mi zdi to bolj pomembna tema, kot recimo virus. Ker vem sam, kaj sem doživljal s tem in to je trajalo 2 leti pri meni. Pri meni je trajalo 2 leti.
Koliko traja virus, ki te dojame? Ja, ne vem, Mesec, 14 dni. Mislim, Ok, lahko umreš, da lahko umreš. Od virusa. Od virusa. Z virusom, ja. Lahko recimo umreš s tem virusom. Ja. Eno, tudi človek je izgorel, depresiven, zamorjen. Veš, kaj lahko naredi? Lahko naredi samomor. Se pravi, lahko tudi od tega umre, ampak posledično ta stvar se dlje vleče in je težko opisljiva v tako kratkem času. Hočem povedati, da so bili takrat, se pravi, poznaš mene, se pravi, veš, da sem velik pozitivc v smislu, se pravi, vedno gledam vse tako, kot gledam. Vedno bom iskal v najtežji situaciji najsvetlejšo točko. Ampak to je bilo prvič v življenju, da sem jaz razmišljal, pizda, a veš, če me to končati? Ja, to je tako. A če me to končati? Ok, en dan, dva, drug dan, tretji dan, četrt, pet, šest, teden, mesec, dva, tri, pol leta, leto. Podobr človek, dokdaj? Medtem pa moraš biti normalno... Vsem na voljo, ne? Ne dajmo reči, saj probaš biti na voljo, kolikor se le da tem najbolj pomembnim, se pravi, družini, ne? In to so ene take stvari, da zaradi tega je treba govoriti o teh stvareh. Da vsi te ljudje, ki mislijo, da mi, kateri ne oberamo krompirja in kateri nimamo vsak dan kladiva v roki, da oni ne mislijo, da pač mi nimamo, recimo, nekoga boli hrbet, ne, nekoga boli pa glava, ne. Odvisno, kdo kaj uporablja. In en dan v tej fazi, če bi dal komorkoli drugmu svojo glavo, bi hitro razumel in rekel respekt, svaka čast. To, da sem javno izpostavljen, zato sem se sam odločil in mi ni niti malo žal. Res mi ni, pač rad sem med ljudmi, Mislim, tudi tvoj poklic je to, ne? Iskreno, vedno, maksimalno. Mislim, da je redko kdo na nek način bil v tej fazi, kot jaz, da ne glede na to, koliko je bil trenutno uspešen medijsko prepoznavan, da se je dobil z vsemi pač tako ena na ena. Pa zaradi tega, ker to je bil ta moj način. In ta moj način me je verjetno tudi pol pripeljal do vsega tega. In ponavljam še enkrat, ni mi žal, sem se pa pač naučil reči ne, kar prej nikoli nisem znal. Nikoli nisem znal reči ne in zdajle pa pač, ne, zdajle znam pač reči, hvala lepa, ne. Zdajle mislim, da mi je bolj pomemben, da imam 3 koncerte na let dobre, kakor pa da pač spet doživljam Ja, živčen zlom po sceni. Skole. In kar je najbolj zanimivo to, da mogoče bi jaz lahko to s tem prej bi se lahko mogoče sestavil, samo jaz nisem pristal na kakršne koli tabletke, ampak sem šel čisto na surovo, ena na ena. Najbolj, kar mi je bilo všeč, je pa tako, kot sem prej rekel, narava. Se pravi, najbolj všeč, edina stvar, kar sem potreboval, je bil mir. Se pravi, meni na nek način je najbolj odgovarjal sprehod, dolg sprehod, ni važno, ali je to bilo zvečer v mestu ali pa zjutraj v gozdu. Oboje mi je prav pasal. Se pravi, tudi sprehod v mestu, ki ni bilo nobenega ob 3 zjutraj. Na kolome je pa tudi fenomenalno v smislu, na kolesu sem se počutil že od nekdaj vedno svoboden, vedno sproščen, neobremenjen. A veš, jaz recimo avto na splošno se probam maksimalno izogibati. Avto vzemam takrat, kar res rabam, recimo se pravi za službene opravke. In načeloma zdaj, tako kot je ta tempo, maksimalno se probam. Raj grem peš, kakor da čutim ta pritisk, da mi kdo troba ali pa da jaz moram komu trobati, res čim bolj stran od tega si želim na nek način. Ne. In pač ja, kolo je najboljša rešitev in mislim, da bi mogli temu posvetiti tudi cel kup enih informacij, da ljudje pač ne smemo pozabiti, da mogoče zgleda smešen, a veš, ti imaš v Amsterdamu tam, kak pokažejo njihovi kakšni politiki, kao, veš, pokažejo politika recimo iz teh naših prostorov. Ja. To je Zlatko. Zlatko je predsednik, ne vem, kabineta predsednika. Zlatko se vsak dan v službo voži z Audijo, ima 8 recimo, ne. Ja. In pa pokažejo tam unga drugega, ne. In pokažejo pač, da on pač kolesar na šiht. Ja, tam je sploh, ja. In ja, jaz mislim, da je pač Einstein je že zdavnaj rekel, življenje kot vožnje s kolesom, treba je poganjati, da bi obdržali ravnotežje.
Tako da, Ja, se to je life. tako da ja, kolo je bilo, Skozi špilati, ampak pravim, prvo je bila recimo ta na nek način narava, itak kolo, sam s sabo, da pol pač določene stvari. Škaj, tukaj je cel kup enih stvari bilo, tukaj je cel kup, se pravi, pri meni se je to nabiralo, no, obstajali so ljudje v mojem življenju, za katere bi lahko dal 2 roke v ogenj, pa bi ostal brez 2 rok, ne. Ampak to so stvari, katere te pač naučijo in potem si rečeš, ok, pač Kako pa si ti sam sabo? A ti se v bistvu kakšen je tvoj, deva tako, kakšen je tvoj ritual? Se pravi, kako tvoj dan približno poteka? Dej, če bom začel govoriti, kako moj dan poteka, bo rekel, a veš, mislim, ne, moj dan je tako, mene tudi, kar je bilo napaka moja, je to, da zelo malo spim. Okay. To je, se pravi, tudi ena stvar. Ali ne moreš zaspati? Ne, da ne morem zaspati, jaz lahko zaspim, sam zelo malo spim. Ker zdaj na srečo, hvala Bogu, imam 4 otroke doma in ne glede na to, ali je to koncert, pa pridem pozen dan, ali sem pač ozuni, ali kjerkoli, pa pridem pozen dan, ampak sem zjutraj pač na nek način probal zbuditi, vstati normalno, zaradi tega, ker se mi zdi korektno in pošteno, da če si že lahko nekaj bil tam zunaj, dolg, ne, Da si lahko pa tudi zjutraj vstane. To se mi zdi korektno, ne. In s tem ni nič narobe. Pač smo ljudje, kateri rabimo malo spanja, so ljudje, kateri pač radi malo več spijo. Zaradi tega pa pač je tako, da vsak pri sebi pol mora najti to eno svojo zdravo, dajmo reči, noto. Predvsem moj dan je zelo enostaven. Zdaj situacija je taka, kakršna je, od novega leta veš, da pač mi na nek način, ki se ukvarjamo z glasbo ali pa recimo določeni ostali igralci in kulturniki, smo zdaj ljudje, kateri nastopamo na odru, smo zdaj bili bolj dosti frame. Meni je ta korona čas praktično prišel prav. V časih, ko smo bili v karanteni, mi je najbolj odgovarjalo to, da sem lahko bil s tamalimi pač tudi po 8 ur na travniku in mi je bilo to najboljše v tem letu. In kar se tiče mojega dneva je pa to, da pač konstantno, ne glede na to, kjerkoli sem, vedno razmišljam. In to je dobro. In tako človek, ki razmišlja... To je ta kolo, ne? Ja, to je ta kolo. In človek, ki razmišlja, potem vedno se odpirajo nove situacije, kaj, kako... To je v bistvu ta mikrodel, a veš? To je ta del, ki se ga ne vidi. Ja, jaz recimo ali pa naredim objavo, ali pa naredim in takrat recimo, če se bom usedel na kavč, kar ni zdaj fulkat, ampak vedno pa je nekaj zraven. A delam objavo za podcast, a delam un. Ali pa gledaš za nazaj. In to dela razliko. Obstoječe projekte. Ja, in to dela razliko, ne? A veš, jaz recimo zdaj, ko gledam, se pravi, ti moraš vedeti, se pravi 2017 maja, ko se je to zgodilo, ko me je orang budnal, jaz nisem se ustavil. Jaz nisem ustavil svojega življenja. Sem marsikaj spremenil, marsikaj sem ustavil tako. V nekem trenutku sem se rekel, samo en opravek na dan si dovolim. Opravek tudi pomeni en sestank. Se pravi, samo enega na dan in to je to. Pa sem prihajal pol do sebe, takoj, ko človek prije malo do sebe, takoj bi šel naprej. Zdaj pa moraš ti ujeti v ritem ta prav. Vsak ima svoj balans, a veš. In jaz si res ne želim več biti brezglavna kura, ki pač gre posod sam zato, ker pač lahko. Ker lahko in ki ga pač folk povabi. Ampak po drugi strani pa lahko rečem, da je mir najbolj dragocena stvar in najbolj ugodna. Zato je sparati v gorah, ne? Ja, recimo. Kje si bil zdaj v zadnjo? Videl si eno sliko? Zdaj je bil Krn. Krn. Ja, Krn. Dobro je bilo, lepo je bilo. Kje to spomnilo? Kobarid, nad Kobaridom. Tam je hud. Mislim, itak je posod lepo. Mislim, posod je vrhunska stvar. Tako da ja, viš, to so ene stvari, katere te pač, ti se pa tako na nek način spreminjaš. Jaz takrat v začetni poziciji, ne, zakaj sem danes tukaj s tabo, ker sem zato, ker pač jaz prej nisem sploh razmišljal o nobenem počitku, nobenem dopustu. Enostavno, rad sem imel to, kar sem počel, vedel sem, da moram biti 3-krat bolj priden, če hočem nekaj dosežiti. Vse, karkoli sem delal v želji tudi, da ko bodo mlajše generacije to poslušale, da vidijo, da se da in da ni vse toliko brez veze in da ni vse toliko upik,
kakor pravijo in tako naprej. Vedno sem gledal, smešno se bo slišalo, recimo v tem novem komadu, ki si ti delal topografijo, se pravi, lahko rečemo nadaljevanju komada Čaka vas uspeh, sreča in pogum, na zadnje, ki smo delali, je moč in radost. In tam rečem, recimo, nekaj naredim zase, nekaj za skupnost. Se pravi, to je ta situacija, ne. Se pravi, lepo je delati za sebe, ampak še lepše pa pač... Meni je bilo najlepše, jaz se spomnim, ko sem midva naredila to topografijo, sploh Čaka vas uspeh, je bila tudi, mislim, da moja prva celo, zato spet ste. Ja. A veš, zato ti govorim, ne, zato sklejane. A veš, in potem sem jih naredil en kup tudi za druge, ne, a veš. In ta pač točno ta topografija, jaz vem, da sem takrat nekaj časa nazaj šel pregledovati spod komentarje, kad si tako kdaj rekel, ostal se, pogledaj, kaj si naredil. In sem šel malo pogledati in sem v bistvu videl en komentar, ki mi je zelo padel v oči in je rekel, mislim, da je napisal tako: Zlatko, sem v, mislim, 4. letniku in sem že skoraj obupal. A ne? Hvala ti. Ja. Ko sem jaz to videl in dejansko, veš, tako pačun, jaz sem rekel, to je to. Ja. To je ta skupnost in to je v bistvu, to je taka moč hip-hopa, ki jo imaš ti, taka svoboda izražanja oziroma to, kar se pri tebi čuti. A veš, Zlatko je en na milijon reperjev, ne? Recimo tako. To sem ti že rekel, ne? To resno mislim, da tudi folk tako misli. Da boš pol mi razbal njih 500. Tako je. Tako. In Madej, pa se je korona, pa me briga. Ja. Vse kle se ne okužeš. Ja. Ne, in da delaš tako razliko. Da delaš tako razliko nekomu v življenju. To je tako, mislim, da si tudi ti to enkrat rekel, da je ena zgodba, en fant je metal zvezde v vodo. Tako, to. Da jo povej ti. Ja, kako dobra zgodba. Ampak to so te stvari, veš, takrat sem jaz bil glih takrat uno, ker sem se sestavljal tam. Veš, to je toliko dobro. Veš, to je toliko dobro, ker meni pravijo, pa kaj se izpostavljaš, pa sej nima smisla, pa kaj to, pa kaj gor, pa kaj dol. No, in zgodba je bila taka, da je en fant, en gospod starejši se sprehajal po obali in je naletel na enega mladeniča, ki je te zvezde iz suhe površine, praktično iz obale, kjer morje več ne doseže, jih je metel nazaj v morje in jih je reševal. Ne? In pa mu je gospod rekel, mladenič, pa ne to delati, pač preveč jih je, itak nima smisla, pač, a veš, kaj boš kao s tem dosegel, ne? In se je kao fant obrnil in je rekel, kao mogoče imaš prav, da nima smisla za vse, ampak za tole pa ima, in jo je recimo vrgel nazaj v vodo. Tako da ja, to je to, veš. Vsak posameznik šteje, ne? Točno to, kdor zna prisluhniti in kdor si pač prizna, da lahko rata boljši, ne. Jaz sem pač človek, ki bo vedno, če lahko zdaj poenostavim, prerastel samo ene glupe zebancije, glupe priče, od katerih človek ne more nič odnesti. Govorim ne v materialnem smislu, ampak v smislu človeškega napredka. Govorimo konkretno, ne? Konkretno pač in najrajš imam, da v čast mi je, ko lahko sedim z nekom za mizo in ko lahko nekaj novega zvem. In to so mi najboljši trenutki, živim za te momente. Se pravi, nimam nič proti, razumem vse, treba se tudi zabavati, se tudi ne, daleč od tega, ampak eno je pristna zabancija, drugo je pa pač drugo je pa, ko se te stvari, kako bi rekel, izkoriščajo, ponavljajo. En bosanski pregovor lahko povem. Pametno plati kafu, od budale je bježi. Podnapisati. Po domač pojem. Najbolj, kar sem pogrešal, če lahko povem, v cajtu, ko sem bil izgorel in še danes to pogrešam, predtem sem recimo lahko veliko kave spil. Zdajle je ena na dan dovolj, pa še tam mora biti pač iz petrola. Kva delamo, no. Ne, res. Ja, ok, se imajo drugače res dobro kavo. Ja, pa v bistvu to, drugače pa tako,
Smešen je, tako včasih, ko imaš par naletov, par sestankov in ne moreš skozi neki, ne vem, pit vse živo. Ja, kavica je res najjača stvar. Ja, ampak ne morem, enostavno gre. Zdaj, če spijem recimo 2 kave v zelo kratkem razmaku, še vedno čutim primer roke, adrenalin. Ampak fora v tem, da jaz kave ne pijem zato, ker rabim, ker sem zaspan, ampak jaz kavo pijem, ker mi je gušt. Ja, to. In to mi najbolj na nek način, to mi je bilo najbolj tako zabavno potem, ko sem prišel, da moram reči tako malo do sebe. Skratka, dame in gospodje, za vse tiste, ki to gledate in se spopadate s to vrstnimi težavami, še enkrat bom povedal, glavo gor, ne boste umrli. Potrpežljivost je brezplačna in krepi človeka takrat, ki je najbolj, kako bi rekel, v bedu. In jaz upam, da pesem, katero sem napisal, da jo boste lahko recimo začutili in enostavno sprejeli te stvari, najdel trigger med pogovorom sami s sabo, kaj je bilo to, da te je pripeljalo do tega in kaj boš naredil, vzrok, kaj boš naredil, da se to recimo ne bo ponovil oziroma da pač ustaneš in rataš modrejši. Jaz se spomnim, ena stvar je zelo zanimiva, tako gledal sem svoje mulce, veš, to je bilo zelo zanimivo, pa zelo težko zapovedati. Gledal sem tako takrat tamale, takrat sem bil še v Šiški doma in sem si govoril, to moram kao zaradi njih. Dobro je šlo, to moraš kao zaradi njih, kakor vsak starš, ne. Ampak mislim, da je morda pravilno, to moram prvo zaradi sebe, da bom pol lahko za njih. Karkoli že to je za njih. Ne. V razvitem svetu vsi starši razmišljajo, kaj bomo pustili otrokom. Naredil sem tudi novo pesem, ki se kliče Zapuščina. Ne bom povedal zdaj, ampak da boš zdaj razumel to ustvarjanje, se pravi, ta preskok tega, se pravi, kaj zdaj ustvarjam, kako je bilo prej, se pravi, vse človek na nek način spreminja s časom oziroma raste in pa tudi njegovo delo rata lahko malo drugače, ampak sem prepričan tega, verjamem v to, da najboljša zapuščina, kar jo lahko da starš svojim otrokom, je lepa vzgoja. Ker če so otroci na nek način, dajmo reči, lepo vzgojeni, to zavzema kar širši spekter, ne govorimo samo o dober dan, živijo, adijo, hvala, ampak širši spekter, mislim, da potem se ni bati za njih. Ker če pa ti narediš to, da ne daš otroku te širšega spektra vzgoje in mu daš vse hriti, pa pazi, zdaj jaz ne govorim, kakor da sem jaz že vse to dosegel, naredil, se pravi, jaz imam tudi to tezo, ne. Govorim iz tega preprostega razloga, da mogoče ta posnetek bo gledal moj otrok pri svojem 18. 19. letu in videl, to je moj fotor hotel za mene, mogoče mu bo to prav prišlo, recimo, ne. In se pravi, da mu daš ti vse hriti in pa če ni te iskrene, na nek način lepe vzgoje, pa lahko hitro se to tako pa te svobode, zašustra. Ja, svoboda je, jaz odmislim, da ključnega pomena. Ja, ne, da ti pač otroka daješ v nek kalup ali pa da te pred skrbi za njega. To so take stvari, ki so ampak to so resne, se pravi, to so spet te resne teme, katere tebe še čakajo, mene še čakajo, vse nas čakajo in mislim, da so to te stvari, o katerih se pač jaz rad pogovarjam in to je to, stari. Naj zelo čaka neč drugega, kot pa en prijeten večer še naprej. Kle bo zaključila danes. Hitri vinil. A smo kaj pozabili povedati? Vse to lih zale, mislim, da svak je pozabila. Vsi poslušalci, gledalci in ljubitelji tega podcasta Urbane frekvence, začela se je nova sezona. Začeli smo novo sezono močno. Zlatko, hvala, ker si prišel. Hvala tebi za povabilo. Pustila bomo odprto vprašanje, zato ker Zlatko bo prišel sem sigurno še nazaj. Lej, na vsake pol leta. Definitivno nekaj bo novega do takrat. Mislim, jaz mislim, lahko rečem, da sem ponosen tudi na te, zato ker bova v kratkem dostavila tudi nov video spot za pesem Sanje na dosegu.
Predvsem bi lahko rekel samo glavo gor vsem ljudem, kateri se spopadajo s kakršno koli situacijo. To je življenje in življenje, kot bi rekel veliki pesnik Rumi, vrtnice in trnje so ena celota in prej, ko to spoznamo, lažje vstanemo in gremo naprej. Tako da se veselim tega projekta. Oni pa naj spremljajo urbano frekvenco. Šerite to naprej. Mogoče je vam to bilo nekaj srednjega, mogoče bo nekomu čic brez veze, mogoče bo pa nekomu pač dal in ulil in rešil kakšen dan oziroma polepšal. Tako da, hvala vam za družbo, posluh, kakorkoli. Tebi hvala za povabilo. Zdaj pa, ker si bil toliko prijazen, pa moramo iti res. Moramo iti v bufa, stari. Razbiti v navijočno. Res moramo iti. Res. Ajde, Zlatko, hvala ti. Se vidimo v četrtek.